Temu, kako je iz velikega zapuščenega podstrešja nastalo prostorno, moderno stanovanje, v resnici težko rečemo prenova, kajti gre za rojstvo nečesa novega, čudovitega in svetlega doma. Vstopili smo v svetlo, čarobno Sotesko, kjer se zdi, da od tod do nebes ni daleč. V resnici smo pa v izvrstno prenovljenem podstrešnem stanovanju na robu centra Ljubljane. Samo arhitekti biroja Superform iz Ljubljane in lastniki stanovanja zares poznajo razliko med prej in potem. Mi si jo bomo lahko le delno predstavljali ob naslednjih fotografijah. Marjan, stojiva v fantastičnem mansardnem stanovanju, za katerega ste prejeli nagrado Interier leta 2017. Ampak, ko ste prvič stopili v tele prostore, so izgledali popolnoma drugače. Kakšno je bilo prvo stanje tele mansarde? Ja, ko me je naročnik povabil, da si naj ogledam to mansardo, se pravi pod streho, sem prišel z namenom, da mu dam na svet, ali se to splača iti v to investicijo, pa če se da kaj takega pametnega ven narediti. Sem seveda, takoj ko sem prišel, sem bil navdušen nad to prostranostjo, velikostjo podstrehe. Drugače pa mene ni presenetila v smislu podobe podstrehe, zato ker mi smo pač tega vajeni. Klasična, tipična podstreha, tako kot je podstreha vsake meščanske hiše. Torej, kaj smo videli leseno konstrukcijo, ogrodje, potem po tleh je bilo seveda te opečnate zidaki kot tlakovci in te horizontalne v bistvu traverze od obešala in polne lesene konstrukcije. Je bil pa temen prostor. In ravno pri tej leseni konstrukciji verjetno je bil prvi izziv, kako jo odpraviti, narediti tole prostornost, zračnost in kam ste dali les oziroma kaj je prevzelo funkcijo tiste lesene konstrukcije? Ja, vsaka naloga je specifična, tudi ta je bila. Se pravi, mi na začetku nismo vedeli, da bomo naredili takšno podobo, da bomo konstrukcijo začeli skrivati, ker še nismo prišli do nivoja neke ideje. Ampak potem, ker je bilo izhodišče tako, da so naročniki želeli čim več svetlobe vnesti v prostor, smo želeli ta prostor izpostaviti. In ta konstrukcija je bila v tem elementu, na tem nivoju, je bila takoj odveč in smo začeli razmišljati o tem, kako bi jo v bistvu skrili. To je bil en razlog. Drug razlog pa je, če smo želeli v bistvu narediti to pot, tlak brez horizontalnih preprek, preko katere bi mi mogli stopiti, smo mogli dvigniti nivo in v tem primeru bi se že zadevali z glavo ob te horizontalne lege. Da sta bila dva razloga za to, zakaj smo šli s tanjšimi kovinskimi horizontalnimi konstrukcijami. Spremeniti podstreho v stanovanje? Najbolj preprosto bi bilo obsežni volumen pač razdeliti v sobe in prostore, namenjene posamičnim potrebam bodočih stanovalcev in zapreti nekoristno ožino pod slemenom. Arhitekti biroja Superform pa so oblikovanje prostora gradili na drugačni osnovi. Vedno, ko imamo kakšno nalogo, pri interjerih ni nič drugače kot pri arhitekturi eksterjerih, hočemo v prostor vnesti neko izkušnjo. Se pravi izkušnjo, ki jo želimo pustiti uporabnikov, ki uporablja nek prostor. In v tem našem primeru je bilo izhodišče osnovno, se pravi čim več svetlobe v samo Sotesko spustiti. Zato smo v ta namen tudi del zidu, ki je bil prej tamle zaprt, odstranili, zato da smo dobili čim več svetlobe, to je južna svetloba in hkrati pogledi nad strehami. Potem smo pa hodnik oblikovali na način, da postane hkrati tudi dnevni prostor. V tem delu se razširi kotljak, se razširi v bivalni prostor, jedilnico in kuhinjo in v zadnjem delu se razširi v TV sobo, ki je ločena v tem primeru. Zdaj, na kak način oblikovati ta prostor, da ni preveč anemičen, ampak da zbudi neko izkušnjo, smo pa vzeli misli za pomoč, se pravi neko orodje oblikovanja, ki smo ga vzeli iz narave in smo vzeli Sotesko. Soteska, če si jo probamo malo predstavljati, je zmeraj tak, da v bistvu ima zelo take neravne površine vsake strani in svetloba prodira iz vseh strani, in od zgorih, in od spredaj, in od zadaj. To smo vzeli mi za izhodišče in smo probali na tak način tudi oblikovati ta prostor. Se pravi, ta prostor je neka transformacija Soteske v bivalni prostor. In zato tudi te lomljene površine na poševninah? Ja, lomljene površine pa same po sebi nastanejo, zato ker iz vsake strani smo mi
organizirali prostore. Se pravi, imamo izhodne strani, imamo bivalne prostore, iz zahodne isto. In ko se te prostori povečujejo in manjšajo, se tudi v tlorisu se bližajo stene in širijo. In če hočeš to povezati z skupnim slemenom, lahko poveže samo z trikotniki in nastanejo same po sebi. Teda lahko rečemo, da v bistvu svetloba oblikuje ta notranji prostor. Ko se ozremo navzgor proti nebu, v stičišču poševnin zasveti linijsko svetilo. Seveda najboljša rešitev bi bila, da ne bi bilo to svetilo, ampak da bi uspeli razpreti streho na ta način, da bi pridobili noter naravno svetlobo. Seveda to ni bilo mogoče na ta način, ampak hkrati smo pa želeli poustvariti tisto občutek soteske, ker tudi v soteski svetloba naravno prihaja od zgoraj. Barvna paleta lahko rečemo, da je trendovska. Veliko bele barve, antracit, svetli odtenki. Kar se tiče trendov, jih mi probujemo čim bolj zanemariti, zdaj, ker trendi so minljivi. To, da je trenutno trendovska, je zgolj posledično zaradi naše ideje, ker je bila svetloba osnovni element oblikovanja prostora in svetloba je tudi za nas bela barva. Bela barva je svetloba, temna barva je pa tema. In v našem primeru je ta belina glih ravno zato super, ker postane neko platno za razne dodatke naročnika, ki potem obogati ta prostor. Les seveda je pa tisti element, ki želi biti topu, ki doda toplino temu prostoru, tudi recimo se navezuje na barvo soteske in se na ta način povezuje. Terasa v mansardi ni ravno nekaj vsakdanjega. Ta je nastala zaradi umika stene, kar je povečalo osvetljenost notranjih prostorov, najbolj pa spalnice staršev. Kadar oblikujemo stanovanje ali notranjo opremo, imajo seveda starši zmeraj prednost k najboljšim ambientom, zato ker so oni tisti, ki najdlje ostanejo v stanovanju, otroci pa zgrejo. In za njih je v bistvu narejeno tako, da imajo jasno direkten dostop do same terase, se pravi, so lahko hkrati zunaj, pa hkrati noter v enem koraku. Tako da ta podstreha ima to dodatno kvaliteto, ne samo, da je velika 270 kvadratov, da ima 5 sob, ampak da ima tudi svojo lastno teraso, kar je mogoče za podstrehe malce nenavadno. Zdaj pa tako, Marjan, mi smo televizijska oddaja. Kje ta družina gleda televizijo? Televizije ni v osrednjem prostoru, ampak vseeno nekje je. Meni se zdi zelo zanimivo to, da so se naročniki odločili, da ne bo v glavnem bivalnem prostoru, ker to je prostor komunikacije. Zato je tudi ta sedežna izbrana na ta način, da je možna uporaba z obeh strani. Ampak imamo pa seveda TV sobo, ki pa je na drugi strani te soteske. Seveda, ko se pomikamo proti tej TV sobi, se pomikamo tudi proti temnejšemu delu soteske oziroma proti končnemu delu. Ker pa nismo želeli, da soteska ima nek konec, smo v bistvu to zadnjo steno oblekli v zrcala. To pomeni, da smo takoj pridobili neskončno sotesko, hkrati pa tudi odsev vira svetlobe na drugi strani. Kakšna je po vašem mnenju vloga arhitekta pri prenovi stanovanja? In naša naloga je, da iz stanovanja naredimo dom. Kako lahko to naredimo? Seveda je potrebno najprej zagotoviti funkcionalnost stanovanja. To funkcionalno stanovanje mi nadgradimo z izkušnjo, ki temelji na zgodbi ali na doživetju. In to v bistvu dvigne vrednost bivanja v takem prostoru. In ko na koncu naročnik za svojimi intimnimi predmeti obogati to prostor, takrat stanovanje postane dom. Dom za telo in dušo.